Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Slovensko kmečko javnost je v zadnjih dneh presenetila napovedovana nova uredba o zaostrovanju pogojev za kmetovanje na območju Nature 2000. Ta v Sloveniji predstavlja približno 37% površine. Kaj nova uredba prinaša, zakaj jo država sploh pripravlja, ali je to res direktiva Evropske komisije in ali bo še mogoče kmetovati na območju Nature 2000, ki pokriva dobršen del zlasti področja Ljubljanskega barja, pa tudi Planinskega polja in nekaterih drugih področji. O tem in še več bomo nocoj govorili z našima sogovornika. Moja gosta sta direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje, gospod Janez Kastelic. Lepo pozdravljeni. Hvala. In mladi prevzemnik kmetije, Jan Modic. Lepo pozdravljeni tudi. Pozdravljeni. Začnimo najprej z vami, gospod Kastelic. Najprej, kar se tiče same Nature 2000. Vzpostavili smo jo leta 2004, ko smo vstopili v Evropsko unijo in marsikdo se čudi, kako tako velik odstotek površja neke države lahko prekriva varovano območje. Je to normalno? Najprej hvala za povabilo. Slovenija ima tak velik odstotek Natura 2000 območij, ker je bila relativno zelo dobro ohranjena. To pomeni, da smo Slovenci znali ohranjati okolje. In Natura 2000 se seveda je razglašala po merilih. Se pravi, točno je bilo jasno, katera so merila, kdaj se območje razglasi. Bi rekel, imamo največji delež nature, to pomeni, da smo najbolje gospodarili in skrbeli za okolje. Velik delež Nature 2000 je tudi na kmetijskih površinah, kjer so seveda bili postavljeni tudi okoljski cilji. In dejstvo je, da smo z vstopom v Evropsko unijo dobili dve politiki, ki se načeloma med seboj ne izključujejo. To je skupna kmetijska politika, ki je v domeni, bi rekel, direktno Bruslja, in pa politika na področju ohranjene narave, kjer so najbolj znane habitatna direktiva in direktiva o pticah, kjer pa je mogla država na podlagi kriterijev vzpostaviti območja in seveda tudi kriterije za ohranjanje teh območij. In enako se je dogodilo tudi v kmetijski krajini. To se pravi, izredno pomembno za ohranjanje, bi rekel, narave v kmetijski krajini so vlažni travniki, mokrišča, ptice kmetijske krajine, metulji in seveda dvoživke in ostale živali in habitati, ki pač naseljujejo krajino. Večinoma so ti habitati vezani na ekstenzivno proizvodnjo, kar je seveda bilo tudi na Ljubljanskem barju. Ljubljansko barje pokriva 85% kmetijskih površin in izredna biodiverziteta je bila posledica ekstenzivnega gospodarjenja s temi površinami. Seveda v zadnjem času z pomočjo tehnike lahko bi rekel, te površine intenzivneje obdelujemo. Zato mislim, da je primeren razmislek ravno zdaj, ko govorimo o novi kmetijski perspektivi in pa seveda sprejemanju programa upravljanja Nature 2000, da zlasti na Ljubljanskem barju, ki je tako občutljivo območje, določimo, kje so območja, kjer bomo lahko intenzivno obdelovali kmetijske površine, kje so pa ta območja, kjer bomo kmetijske površine še vedno obdelovali na ekstenzivni način. To se pravi, potrebno je najti eno razmerje. Dejstvo pa je, da je zato potrebna intenzivna komunikacija, tako s kmetijskim sektorjem, kot tudi s sektorjem za ohranjanje narave. To bomo še predebatirali. Zdaj, vi pravite, da so naši cilji, kar se tiče Nature 2000, nespremenjeni že od leta 2004, to je skoraj da 20 let, ampak šele zdaj nekateri ukrepi tukaj postajajo obvezni. Res je. Cilji ostajajo enaki. Cilje, zlasti kar se tiče habitatov in vrst kmetijske krajine, smo poskušali dosegati z prostovoljnimi ukrepi KOPOP, kjer je tudi gospod Modic del teh prostovoljnih ukrepov. In po, bi rekel, analizi stanja
je ugotovljeno, da ciljev nismo dosegli. Celo nasprotno, poslabšanje stanje je izrazito. Zlasti govorimo o pticah, metuljih in pa ohranjanju vlažnih in mokrotnih travnikov. Zato je Evropska unija tudi sprožila predsodni postopek oziroma smo v postopku, kjer smo morali povedati, zakaj in kako je do tega prišlo. In bi rekel, odgovor Evropske komisije ali pa zahteva Evropske komisije je bila, da seveda moramo vzpostaviti obvezne režime na področjih, kjer smo izrazito neuspešni. Če govorimo o Ljubljanskem barju, o področju Baranjskega okrčka, to je med 350 pa 500 hektarji. To je metulj, ne? To je metulj, specifičen za ta konec. Specifičen, ki je bil praktično na robu izumrtja. Mi smo imeli to srečo, da smo lahko v kohezijskem projektu odkupovali ta zemljišča, kjer je Baranjski okrček bil, ga ohranili. Šli smo celo tako daleč, bil je tako ogrožen, da smo naredili umetno vzrejo, ne, in ga potem dajali nazaj. To pomeni, je bil kritično ogrožen in seveda na 350 hektarjih, mislim, da je zdaj nek cilj v letu 2024, smo morali spostaviti režim. To pomeni, da je bil to del zavez sprejetja strateškega načrta za kmetijstvo, ne, ki se seveda odraža tudi v dokumentu, ki je zdaj v javni obravnavi. Ta dokumenta sta sinhronizirana. Tukaj ne govorimo o tem, da nekdo nekaj drugačnega sprejema kot rekel, da kmetijstvo pripravlja drugačne ukrepe kot narava. Te dokumenti so vedno sinhronizirani, ker morajo biti, ker so načeloma del, bi rekel, ne skupne politike, ampak vsaj skupne politike v kmetijstvu, ja, ali pa del zavez Slovenije na področju narave. Gospod Jan Modic, vi ste mladi prevzemnik kmetije. Kje se nahaja ta vaša kmetija? Mislim, da prihajate iz Matene. In ko ste prevzeli kmetijo, ali ste se zavedali, na kakšnem območju pravzaprav se vaša kmetija, vaše površine nahajajo? Če nam lahko malce podrobneje razložite, torej s čim vse, s kakšnimi okoljskimi zahtevami ste se soočili že ob nastopu svojega dela? Ja, zdaj, naša kmetija se nahaja v Mateni, to je v bistvu tik ob tem območju, ki so ga zdaj pač zarisali za ostrejši režim, ne. Natura 2000 je bila sicer že prej, krajinski park Ljubljansko barje je tudi že prej bil, preden se je ta območje zarisal. Zdaj, v te okoljski cilji, ki so veljali od takrat, ko sem jaz kmetijo prevzel, oziroma že od prej, ko je še oče imel, so načeloma bili do sedaj enaki. Vsi so bili prostovoljni, vsi so bili pač na tem nivoju, da se proba skupaj peljati kmetijsko politiko in okoljsko v enem. Ne. Kakšni so bili pogoji, da ste postali mladi prevzemnik kmetije, pogoji države? Za mladega prevzemnika pač prvi pogoj države je, da prevzameš kmetijo v celoti, da si pač lastnik vseh zemljišč, ki jih ta kmetija obsega, razen pač lahko izvzameš zazidljiva zemljišča. Potem, ko pa greš pač v ta razpis, ko te pogoje razpisne za razpis mladega prevzemnika pogledaš, imaš pa pač 3 osnovne cilje. Ne. Eno je okoljski, ki ga moraš izpolniti, ekonomski pa gospodarski. Ne. In te cilje imaš jih več na izbiro, recimo okoljski so na primer mehanizacija za zatiranje plevelov in teh zadev brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev in te zadeve. Potem ekonomski imaš pač, da si ti svojo proizvodnjo oziroma stalež povečaš, in gospodarski, da pač to kmetijo vzdržuješ na tem nivoju, kakršna je ob tvojemu vstopu v ta razpis. In zdaj ta obdobja trajajo določeno število let in v tem času si ti pač obvezen, da boš te zadeve izpolnil. In zdaj skupno kmetijsko politiko smo mi načeloma že sprejeli, so nam jo že predstavili, so začeli s temi zadevami. Potem za to skupno kmetijsko politiko je pa prišla še ta uredba, ki je pripravilo Ministrstvo za naravne vire. In zdaj z to uredbo nas dejansko, kmete na Barju, bojo omejili pri pridelavi, naj si bo krme, naj si bo hrane za živali, kakorkoli. In teh
zastavljenih ciljev po vsej verjetnosti ne bomo več mogli dosegati. No, zato bo še podrobneje razdelali. Mene zanima, ko ste vi prevzemali kmetijo, okoljski cilji, pravite, obstajajo. A ste vedeli, ne, da imate območje v Naturi 2000 in da gre tukaj za neke vrste prostovoljno omejevanje? Kaj ste vi prostovoljno počeli, recimo, da bi ohranjali to naravo, o kateri je prej gospod Kastelic govoril? Načeloma mi smo pač v tej Naturi že prej bili, zavedali smo se teh zadev, da ta Natura tukaj je. Spoštovali smo jo že od skozi, ker dejansko pač na Ljubljanskem barju jo je do leta 2004, ko smo vstopili v Evropo in smo vse te organizacije ustanovili za varovanje teh zadev, ohranjal kmet prostovoljno. Do leta 2023 so se te zadeve uveljavljale oziroma delale prostovoljno. Zdaj, ker pa po mnenju naših strokovnjakov oziroma evropskih, sicer teh zahtev, kar ne bi jih Evropa dala, ni nobeden predstavil, niso bile dostopne javnosti, da bi jih videli, se pa temu ni več tako, ne. Smo izgubili metulje, smo izgubili ptice in zdaj jaz ne vem, tukaj se je vprašati, je za to kriva kmetijska politika, ali je kriv kmet, ali je kriva okoljska politika, pač vse skupaj bo treba do nekega konsenza pripeljati, ki pač na tak način, kot je zdaj zamišljeno, da bo pač šlo to z uredbami čez, verjetno ne bo šlo, ne. Gospod Kastelic, zdaj smo slišali, gospod Modic se je samo omejeval, da bi ohranil Natura 2000. Kje je šlo potem po vaše narobe, da ta prostovoljna politika ni bila uspešna? No, mi smo načelno na parku bili zmeri izredno veseli, če so se kmetje odločali prostovoljno za pop ukrepe, vendar očitno tega ni bilo dovolj. Tako zavednih kmetov, kot je gospod Modic, ne, bi rekel, je bilo premalo. In okoljski cilji, ko govorimo o pop ukrepih, so bili zlasti na Ljubljanskem barju izredno slabo, praktično nedoseženi. Ne. In nažalost se je potem zgodilo to, kar se danes pogovarjamo, da so na določenih območjih, ali pa zlasti na tem območju, kjer je Barjanski okarček, vzpostavljen režim. Jaz se z gospodom Modicem strinjam, da je bila komunikacija šibka, zlasti direktno do kmetov. Vsi tisti deležniki, ki smo, bi rekel, bili v delovnih skupinah, ko se je strateški načrt delal, ne? Govorim tukaj tudi o Kmetijsko-gozdarski zbornici, govorim o vseh združenjih, o sindikatu kmetov, vsi smo načeloma vedeli, kaj bo v strateškem načrtu. Strateški načrt je kaj? Strateški načrt za kmetijstvo je tisto, ki ga je mogla Republika Slovenija sprejeti za izvajanje skupne kmetijske politike. In to je bilo lani septembra, ne? V septembru je bil sprejet, potrjen je bil strani komisije, mislim, da v novembru. In ta, bi rekel, rok je izredno, v tem roku bi že morali, ne? Govorimo o vsem, ne? Zlasti pa bi rekel, strokovne službe na področju kmetijstva intenzivno komunicirati s kmeti, da vejo, na kaj se pripraviti. Lahko bi to komunicirali že prej, ampak kot smo rekli, temeljilo je na prostovoljni bazi. Zdaj v marcu pa so, ko smo se pač dobili na Igu, je seveda, bi rekel, prišlo, ali pa smo se zavedali vsi skupaj, da je bila zlasti komunikacija šibka. Jaz mislim, da je prav, da je bil posvet na Igu, zato da bomo le mogoče začeli intenzivno komunicirati. Mi se zavedamo, saj na Krajinskem parku, da določena kmetijska gospodarstva bodo imela probleme. Zato, ali pa bi imela probleme, če se ta posvet ne bi zgodil, ker smo se seveda vsi tisti, ki vodimo ali pa izvajamo ali kmetijsko ali okoljsko politiko, zavedali, da bo potrebno mogoče kakšno prehodno obdobje. Ker prehodno obdobje je že v obstoječi uredbi za PUN, ampak jaz mislim, da je potrebno, da se glede na stanje, ki pa se po moji skromni oceni ne bo spremenilo, se pravi, območje bo ostalo tako, kot je, da se gre v intenzivne pogovore z kmeti, ki so, bi rekel, tangirani
na to območje. Najdete rešitve, predvsem govorim v smislu poslovnih načrtov, v smislu morebitne izgube dohodka ali doseganja vsaj takega dohodka, kot so ga do zdaj. Zakaj je bilo to okno javne razprave tako majhno, kratko? Je to nenavadno? Jaz mislim, da nisem ta prav naslovnik za to. Jaz bi rekel, javne razprave vodita obe resorni ministrstvi. Mi se ne izogibamo, bi rekel, nobeni javni razpravi, nobene naše odgovornosti. Mogoče še za informacijo, mi smo že v letu 2015 vodili komunikacijski projekt Ljuba, ker smo skupaj z Kmetijsko-gozdarsko zbornico naredili načrt, kako, bi rekel, motivirati kmete, da vstopijo v prostovoljni KOPOP program. V tem projektu je bil tudi izveden monitoring kritično ogroženih vrst, med njimi tudi beranskega okarčka, tako da smo že v letu 2015 vedeli, kakšno je. In očitno motivacija, ali pa bi rekel, mogoče tudi same administrativne ovire, to mogoče gospod Modic bolj pove, da je tudi administracija precej zapletena, je rezultat tega, da so bili vstopi v KOPOP programe šibki. Gospod Modic, mi smo zdaj slišali, Kmetijsko-gozdarska zbornica, Sindikat kmetov Slovenije so vedeli očitno že pol leta, niso vam tega skomunicirali? Ne. Kar se tiče komunikacije za strani katerekoli od teh organizacij ni bilo. Tudi na IGU smo slišali na tej okrogli mizi, da nobeden za te zadeve ni vedel. Zdaj, a to drži ali ne, to jaz ne bi vedel. Ampak kakorkoli, zdaj, ko je gospod omenil te ukrepe, ko smo Natura 2000 in te zadeve, habitate, stelnike in to. Problem pri vstopu v te programe, katere vodi skupna kmetijska politika, je ta, da ko ti v nek program vstopaš, si to pri enih za 1 leto obvezal, pri nekaterih pa tudi za 5 let. In če te zadeve ne izpolnjuješ, pač imaš poleg tega še ogromno neke birokracije v zadej. In jaz mislim, da zaradi tega se kmetje načelno ne odločajo za to, ker vsi vemo, da pač če ti delaš na kmetiji, prideluješ hrano in te zadeve, se nimaš časa ukvarjati še z papirologijo in z uradniškimi zadevami. Nekaterih pa, ko v te zadeve vstopaš, ni malo. Moraš voditi gnojilne načrte, načrte za škropljenje in vse te zadeve. Ničesar sam ne moreš narediti, vse ti mora narediti neka svetovalna služba, katero plačaš, in potem na koncu tudi ta plačila, ki jih zelo radi omenjajo, kako so visoka, pa recimo zdaj za Naturo 663 evrov. Ko vse to sešteješ, da boš na celi kmetiji mogel vse te evidence voditi, na koncu prideš na zelo nizko plačilo. Vi pravite, da ste imeli že zelo zgodaj, ko ste nastopili z delom mladega kmeta, inšpekcije, kontrole, kaj vse prihaja k vam? Takoj, ko sem pač vstopil v ta KOPOP program, v katerega sem mogel vstopiti zaradi teh 2 travnikov, v katerih sem to zadevo uveljavljal, sem dobil kontrolo na celem kmetijskem gospodarstvu, pregledali smo vse gerke, ki jih obdelujemo, vse gnojilne načrte, škropljenje in te zadeve, pač to je zdaj, za mene je to trajalo 1 dan, pa še naslednjo dopoldne, pač jaz sem si takrat mogel svoj čas vzeti, z gospodom iti okrog te zadeve pogledati, vse zadeve pripraviti, poiskati, spisati, da sem to lahko pokazal. Sankcij ni bilo, je bilo pač vse v redu, ampak to je nastalo zaradi teh 2 travnikov. Prej jaz kontrole, dokler nisem vstopil v KOPOP, nisem imel. Zdaj, gospod Modic, omejitve, ki bi z uredbo stopilo v veljavo, so javnosti že precej znane. Tudi Domovina piše v zadnji številki, mimogrede, ravno danes je izšla nova številka, v kateri pač pišemo o omejitvah v Naturi 2000, tako da več o informacijah tudi v našem članku v reviji, ki jo seveda lahko kupite v trgovinah ali pa se na njo naročite na naši spletni strani. Če se vrnem k vprašanju, gospod Modic, košnja po 1. avgustu letos, prihodnje leto bo to sproščeno po 1. juliju. Juliju, tako. Omejitve gnojenja paše živali. Kako konkretno bi ta uredba, če razložite našim gledalkam in gledalcem, vas prizadela? Kaj bi nova uredba pomenila konkretno za vas? Nas načeloma v tem območju imamo mi
kar dober del površin, 8 hektarjev imamo lastnih, nekaj imamo najetih in pač na teh travnikih pomeni, da bomo pridelali samo nastil za živali. Tam ne bomo pridelali nobene krme, ne za konje, ne za govedo. Tudi recimo v ižanskem delu imamo tudi kar nekaj kmetij, ki pasejo živali. To bo tudi prepovedano na tem območju. Zdaj, kar se tiče dohodkovnega vidika... Kaj je s to travo pravzaprav? Zakaj ni v redu, če jo kosimo šele po 1. juliju? Ta trava načeloma izgubi vso hranilno vrednost, tudi v tem času že poleže, se na njej že začnejo pojavljati plesni in te zadeve in načeloma definitivno za krmo ni uporabna, za steljo je pač iz vidika, da uporabimo tisto, kar imamo, je sprejemljiva, drugače pa če bi gledali iz higienskega in teh zadev, tudi zato ni več uporabna. Odstraniti jo pa moraš, to je tudi zapisano, ni mulčanja, ni nobenih teh zadev, tako da dejansko v končni fazi pač predstavlja strošek. Kakšne so finančne posledice, če bi to stopilo v veljavo za vas? Če bi to stopilo v veljavo za nas, pač finančno pomeni, da bomo mogli absolutno zmanjšati stale živine, ker pač na določenih travnikih še zmeraj predelamo krmo. Tudi to pomeni pač finančno, kar se tega tiče, da bomo izgubili dober del dohodka, kjer ga zdaj pridobimo z mlekom, recimo, ne vem, pač če rečemo v številkah na letni ravni, verjetno okrog 10 000 evrov, tudi dokupiti bo treba tisto krmo, ki nam bo izpadla. Kar se pa tiče stroškov za samo obdelavo, pa načeloma nekih drugačnih ne bo, razen da tisto, kar bomo pospravili, ne bo uporabno, kar bomo pridelali na teh površinah. Gospod Kastelic, to, da se ne sme kositi, to je posledica izginjanja tega metuljčka, okarčka. Režim, o katerem govorimo, je v bistvu stelnik, Kopov stelnik. Se je tudi gospod Modic bil v tem režimu, ki je bil prostovoljen. Zdaj, ker je postal obvezen. In na površinah, ki so znotraj tega območja, je seveda problem, ki smo ga seveda izpostavljali. Piše pa tudi veliko o tem, govorimo o intenzifikaciji. To pomeni, da travnik, ki je ekstenziven, ki ima seveda določeno zvrst, bi rekel, travnih rastlin, z intenzifikacijo, bi rekel, ali pa z hidromelioracijskimi jarki osušijo in naredijo travno mešanico, s katero spremeni ekstenzivni travnik v intenzivni travnik. To pomeni, da ni treba površine preorati, da izgubiš ekstenzivni travnik. In to se je na teh območjih, govorimo o prvi varstveni coni, ki je bila, bi rekel, določena ob vzpostavitvi Krajinskega parka. To je prav, prva varstvena cona samo povzema ukrepe Nature 2000 na tem območju. In sicer eksplicitno ne prepoveduje, vendar želi presojo, to se pravi intenzifikacija, vkolikor ne povzroči slabšanje vodnega stanja. To pomeni, da načelno govorimo o tem, govorimo o procesu počasne intenzifikacije tega območja. In nažalost je pač prišlo seveda sedaj do teh, bi rekel, obveznega režima, govorimo pa o 350 hektarjih. Jaz vem, da za gospoda Modica je to seveda pomembno. Vendar jaz zmeraj govorim, treba gledati generalno sliko. Na območju 13 500 hektarjev imamo sedaj 350 hektarjev, bi rekel, posebnega režima. In mi se bomo skoncentrirali na teh 350 hektarjev v smislu pomoči kmetijskim gospodarstvom in kmetom, kako in na kakšen način najdete rešitve. Prvič, da bomo režim lahko spoštovali, drugič pa, da ne bo prihajalo, tako kot je gospod Modic rekel, do zmanjševanja staleža ali pa, bog ne daj, mogoče tudi prekinitve dejavnosti. Tega si ne želimo, to se zavedate tudi obe resorni ministrstvi in jaz sem prepričan, ker že dolgo let delam v državni upravi, da se bodo našle rešitve za obe strani. En kompromis bo pač potrebno skleniti. Gospod Modic, dajte nam pojasniti, pred kakšno odločitev ste zdaj kmetje postavljeni. Marsikaj smo poslušali tudi na tistem posvetu na Igu strani vaših kolegov, da pač se morajo v nekaj dneh odločiti,
in se zavezati za prihodnjih 5 let, zaprositi za subvencijo ali ne, nam lahko razložite? Ja, zdaj, glede tega določeni ko smo v teh subvencijskih zadevah, ko vlagamo subvencije, se bomo mogli odločiti, v kakšen ukrep bomo stopili. Nekateri so za 5 let, nekateri so za 1 leto na tem območju. Zdaj, eni ki imajo vso površino v tem območju noter, bojo zelo težko prešli oziroma svojo dejavnost prestrukturirali v tako ozkem času, ki so nam ga dali. Zdaj, v 1 letu vemo, da se v kmetijstvu malo da narediti. In kmetije na splošno, glede na kakšno stanje imamo v Sloveniji, so te, ki so še obstale, omogočajo preživetje enemu oziroma 2 članoma družine na kmetiji. In zdaj verjetno posledično tle na tem delu Ljubljanskega barja, ki je ta območje začrtano, bo prenehal kar nekaj kmetij z svojo dejavnostjo. Glih zaradi tega ukrepa, kater bo stopil v veljavo. Se pogovarjate, jih precej razmišlja o tem, da bi opustili dejavnost? Ja, velikih razmišlja, da bi opustili dejavnost, ker načeloma zdaj s to uredbo oziroma s tem režimom, katerega so uvedli, načeloma pridelava hrane bo v dobršnem delu onemogočena. Naj si bo za živali, naj si bo za ljudi, kakorkoli. Ker v javni predstavitvi smo tudi slišali, da zdaj je 350, ne bi prišlo, enkrat je bilo 1200, 1700. Uredba je bila predstavljena zelo dvoumno razumljiva, nobeden, mislim, da ni od nas, kar se tiče kmetov, neke točnega cilja dojel te uredbe, in zdaj smo postavljeni pred velik vprašaj, kaj narediti, kako naprej. Zdaj smo toliko in toliko let vlagali v kmetije, nakupovali zemljo, razvijali kmetije, zdaj pa z eno uredbo se pa te zadeve ukinejo. Največji absurd pri tem je pa to, da ta režim velja za vse, za lastniške parcele, naj si bo za vrtove, ki so v tem noter, za travnike, za njive, za karkoli. Zdaj, jaz razlage, kako bo na eni strani travnik, na drugi strani njiva, melioracijski jarki, jih je treba pucati na določen način, kako bo, če je na drugi strani njiva, kaj bomo tam. Določene stvari so ostale nepojasnjene. Do 25. marca ste imeli čas pisati pripombe, nekaj ste jih sicer vladnim predstavnikom že na Igu kar na glas prebrali. Dajte na kratko strniti, kaj so zdaj vaše glavne zahteve, predno uredba stopi v veljavo. Ja, naše glavne zahteve so, da bojo poleg tistih 11, ki smo jih že podali in tam, ko do danes še ni bilo odgovora, so da objasnijo celo uredbo, kako je zamišljena, kako naprej, ker zdaj govorimo o letu 2023-2024, kaj bo pol naprej, uredba velja do 2028, kako naj se mi pripravimo na to, kakšni bojo njihovi nadaljni načrti tudi po letu 2028. Kaj zahtevate? Nekaj tudi zahtevamo od njih, da nam te stvari objasnijo na osebnem nivoju, če so že pripravljeni pristopiti individualno, tako kot so rekli, kaj sploh bo z tem območjem Nature 2000. Ali bomo tukaj še lahko kmetovali na tak način, kot zdaj kmetujemo, ali ne bomo mogli, ali prodamo zemljo, ali nehamo z dejavnostjo. Če sem to razumel, zahtevate tudi odpravo nekaterih. Tako, zdaj, če se pa pogovarjamo o tem, kaj mi želimo, je pa absolutno, da je ta režim ostane prostovoljen, tako kot je bil do zdaj, da nam omogočijo, da mi še naprej pridelujemo hrano za ljudi in hrano za živali, in da če želijo ta režim, naj ga izvajajo na svojih površinah. Imajo vso možnost odkupiti zemljišča od lastnikov, mogoče bo marsikateri tudi sprejel to od njih, naj se postopijo tega po nekem postopku, ki je vsem sprejemljiv, ne pa samo za birokratske zadeve iz Bruslja. Gospod Kastelic, kako realne so te zahteve po vaše? Budimo realni, ne? Uredba PUN je v javni obravnavi. Strateški načrt je sprejet. Zdaj, po meni znanem vedenju so vpisi do junija, ali do julija. To se pravi, imamo nekaj časa še. Jaz mislim, da se obe resorni ministrstvi v tem trenutku glede na razprav, glede odziva zavedata odgovornosti, in jaz ne morem v tem trenutku napovedati, kako in kakšni obliki bo uredba. Mislim,
da grejo stvari v pravo smer. Bi pa mogoče predlagal, da bi se v tem studiu dobili po tistem, ko bo sprejeta uredba, ker zdaj nihče ne ve, kako in v katero smer bo šla. Jaz sem prepričan, jaz dolgo let delam v državni upravi, da se zmeri najdejo rešitve. In sem prepričan, da se bo tudi v tej zgodbi. Veste, ko sklepaš kompromis, nobena stran ne sme biti zadovoljna. Ker če je en zadovoljen, potem to ni kompromis. Tako da zlasti za tiste kmetije, ki so vitalno vezane na ta območja, še enkrat poudarjam, tukaj bo treba skupaj stopati. Mi smo že tudi napovedali, tudi sklad kmetijskih zemljišč, da bil je direktor na tistem srečanju, mi bomo imeli sestanke, pogledali bomo, analizirali, kdo je kje, kakšni gerki so kje vpisani. In jaz mislim, in se zavedam, da to, jaz upam, da dela to tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica, te analitiko, vem, da jo dela Ministrstvo za kmetijstvo. In potem bi rekel, pustimo se presenetiti. Še enkrat poudarjam, dokument ni sprejet, sprejet je samo strateški načrt, zaveze iz strateškega načrta v letu 2023 bo treba izvesti, na koliko hektarjih je to vprašanje, odprta se potem pa vse, kar se tiče od 2024 naprej. Kaj pa ta izziv, ki ga je prej navedel gospod Modic, da bi preprosto država odkupila ta zemljišča, a bi krajinski park kaj dosegel s tem, če bi šel v odkup teh zemljišč? Glede, mi v projektu Poljuba smo odkupovali ta zemljišča v kohezijskem projektu, tako da imamo zdaj 6 hektarjev, oziroma z vsemi odkupi 250 hektarjev na vsem barju. To niti procentni ne. Lahko govorimo o politiki, da bi se na teh, bi rekel, najbolj vrednih zemljiščih šli odkupe in je pravilno, da država odkupuje in seveda tam vzpostavlja primerne ekstenzivne habitate. Vendar mislim, da ko govorimo o veliko površinskih zgodbah, to ni rešitev. Jaz mislim, da je prav, da na teh, bi rekel, zelo, ko govorimo o hektarjih, v primerjavi z ostalimi kmetijskimi zemljišči, najdemo eno kmetijsko politiko, ki bo zagotavljala ohranjanje ekstenzivnih travnikov in tudi, bi rekel, kmetovanje. Lahko, da ne bo intenzivno na teh površinah, bo pa na ostalih. In mi govorimo danes ne samo o Ljubljanskem barju, mi govorimo tudi o Planinskem polju pa o parku Goričkem. Se pravi, jaz mislim, ne me za besedo drža, da govorimo o cirka 1000 hektarjih. In jaz sem prepričan, da 1000 hektarjev pa res ne bi smelo ogroziti izvajanje kmetijske politike o polnem zavedanju, da tisti kmetijska gospodarstva, ki pa so prizadeta s tem režimom, bi rekel v narekovajih, tam je treba pa seveda intenzivno delati. Ampak intenzivno bi mogli delati že prej. Mi seveda z naše strani smo, kolikor smo uspeli, ampak jaz mislim, da se moramo zdaj vsi tisti deležniki, ki pa smo odgovorni za vodenje politike, pa mogoče iz tega kaj naučiti. So pristojna ministrstva, ko vaše premalo s kmeti komunicirajo skozi vsa ta leta? Jaz nisem tisti, ki sodim v tem. Niti nimam dovolj informacij. Vem pa, oziroma, ko sem bil na tem srečanju na Igu, sem nekako začutil, da bo potrebna, bi rekel, bolj intenzivna komunikacija direktno za kmetje. To je tudi naša naloga konec koncev, mi komuniciramo. Vendar brez, bi rekel, strokovnih služb, kot je Kmetijsko-gozdarska zbornica, ne more biti sodelovanja. Mi ne moramo sami, samo skupaj lahko komuniciramo. Tako da mi smo že stopili v stik s Kmetijsko-gozdarsko zbornico in vem in prepričan sem, da bomo to zadevo vsaj na terenu poskušali obvladati. Ja, in komunikacija s kmetijskim pa okoljskim ministrstvom je očitno slaba, vsaj tako menite kmeti. Protest smo videli prejšnji petek, intenzivnost se bo stopnjevala, če ne bo pogovorov, dialoga z vlado, tako pravi predsednik sindikata kmetov, gospod Anton Medved. Danes smo večinoma govorili o tem dotičnem problemu kmetovanja v Naturi 2000, pa me zanima, kaj so še glavni problemi, tisti ključni problemi slovenskega kmeta, mladega kmeta, prevzemnika v odnosu do države. Kaj je vaš glavni pomislek, morda tudi glede skupne kmetijske politike? Jaz bi tukaj samo še gospoda Kastelca popravil.
v nobenem režimu nikjer ni kompromisov. Če je režim, tako kot je zapisan in to obvelja. Ga imamo v državah, ko vsi vemo, katere so, in tukaj pri nas se očitno namerava uveljaviti isti sistem. Zdaj, kar se pa tiče skupne kmetijske politike, je pa tako. Začrtana je v večjih stvareh, po moji oceni, narobe, ker kmetijstvo v taki meri, kakor ga imamo zdaj, kar se nam dogaja, da nam pada samooskrba, da nam pada obdelovalna površina na prebivalca, to vemo, da ta kmetijska politika, ki jo vodimo oziroma ki smo jo vodili do danes, ni funkcionirala oziroma ne funkcionira. Pravite, vse to je posledica omejevanja. To je posledica omejevanja, poseljevanja, urbanizacije, vseh teh zadev. Mi tukaj, kar se tiče kmetijstva, na eni strani poslušamo, da se kmetijstvo intenzificira, da se onesnažuje, da uporabljamo gnojile, škropiva in vse te zadeve, pada nam samooskrba, pada nam obdelovalna površina na prebivalca. Ne vem, če sta te dva pojma potem glih usklajena, ne? Ampak kar se pa tiče kmetijske politike, je pa definitivno preveč birokracije, kar se tiče za samo izvajanje, narobe je usmerjena. Ampak Slovenija od nje ne more odstopiti, ne? Gre za evropsko skupno politiko. Slovenija dobi določene smernice, katere pol sama spelje v določeno smer, kakor jih želi. Tudi zadeve mi priredimo na svoje področje. Sej mi vsi vemo, da evropske države niso vse enake. Slovenija ni enaka kot Francija ali pa kot Nemčija, ne. Ampak kmetijska politika pri nas se pelje v tako smer, da ni naklonjena kmetu, ampak je bolj naklonjena naravovarstvenim oziroma okoljevarstvenim organizacijam, vsaj trenutno. Tudi financirano je vse iz kmetijskega sektorja, ne. Vse te varovanja narave in vse te zadeve financira sektor za kmetijstvo. Zdaj, pogača, katera je, se razdeli na več delov, do kmeta pride zelo malo oziroma skoraj nič, ne. Zdaj, če bomo šli tako naprej, pol ne bomo se več pogovarjali o slovenskem kmetu, ampak o slovenskem komunalnem delavcu, ne. Ker na koncu nam nič drugega ne bo preostalo, ne. Ker definicija kmeta je, da ima zemljo, katero obdeluje in se od nje preživlja. To zdaj nam poskušajo onemogočiti. Dejstvo je, da je prihodnost skupne kmetijske politike zelena. Gospod Kastelic, nekaj ste želeli povedati? Ja, mogoče sam, kar se tiče sklepanja kompromisov. Ja, z gospodom Modicem se strinjam, da kar se tiče režima, ne bomo kompromisov sklepali, ne. Govorimo o kompromisih, kako in na kakšen način posamezno kmetijsko gospodarstvo prilagoditi, mu ne zmanjšati dohodka, o tem govorim, ne. Kar se tiče pa skupne kmetijske politike, jaz mislim, da se je treba zavedati, Evropa ima dve skupne politike. Ena je skupna kmetijska politika, ena pa skupna ribiška politika. Obe politike so skupne zato, ker ker je kmetijstvo in ribištvo tako pomembno za prehrano konec koncev, ne, na eni strani, in pa seveda na drugi strani ohranjanje okolja. Zato so to skupne kmetijske politike, ne. In ne vem, če bom točen podatek povedal, vsaj takrat, ko sem še jaz delal na ministrstvu, je bilo tako, da skoraj polovico proračuna EU-ja je bilo namenjeno subvencijam. To pomeni, da Evropska unija se zaveda pomembnosti kmetijstva, ne. Tako da jaz mislim, da je tudi v letošnjem letu 1,8 namenjenih, ne, za kmetijstvo, če sem jaz. Kaj jo pol lahko... Ja, sam da tu končam, ne. Jasno pa je, da bi rekel monitoringi, zbiranje stanja, analiza stanja, je seveda del kmetijske politike. Tako kot je to v gozdarstvu, tako kot je to na urejanju voda. Vsak iz svoje resorja mora zagotoviti sredstva za analize, ugotavljanje stanja in monitoringa. In kmetijstvo mislim, da plačuje monitoringe ptic kmetijske krajine, kar je prav. Ker vsak resor mora skrbeti zlasti resorji, ki smo vezani na naravo, da se ve, kakšno je stanje, da se ve, a se cilji dosegajo, ne. Tako da jaz nisem črnogled, no. Jaz sem že vrsto let del sistema, pa delam v teh resorjih, tako da vem, so zmeri problemi bili,
ampak so se zmeri rešili. Denarja za nadomestila je torej dovolj, pravi gospod. Denar za nadomestila moramo potem teh 1,8 milijarde, kot je gospod rekel, potem v kmetijskem sektorju, vsi pravimo, so kmetijske subvencije, še razdeliti na naravovarstvo in okoljevarstvo, del pa za kmetijstvo. Nikoli nismo imeli subvencij vezanih na proizvodnjo, na liter mleka, na kilo pšenice, na karkoli. Vedno je bilo na površino, pa na varovanje okolja. Tako kot je zdaj. Imamo Natura 2000 placila, imamo metuljčke, habitate, stelnike, te zadeve so vse noter. Dobrobit živali, to se pač zdaj, a je to pravilno razdeljeno ali ne, to jaz nisem za to pristojen, ampak kakorkoli ta del kmetijskih subvencij se potem tudi razdeli. Da spodbujamo direktno kmetijstvo, jaz bi rekel, da je tega zelo malo. Če bi to bilo, potem ne bi imeli tazga trenda, kakor ga imamo. Danes smo slišali dovolj, nadaljujemo pa, ko bo uredba sprejeta, če bo, ne, verjetno bo. Spoštovana gosta, hvala za obisk v našem studiu. Hvala. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, za pozornost. To je bilo vse o vroči temi. Spet smo skupaj prihodnji teden. Nasvidenje.